Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu moje grške avanture, torej v drugem delu nove dvodelne epizode Popotniškega snepa. Z vami sem ponovno moderator, danes v vlogi gosta, torej Tilj Nipič, in vas bom popeljal na svojo grško doživetje na otoku Lerosu, pri prav posebnem človeku, Panosu, ki sem ga že v prvem delu dokaj dobro predstavil. Torej, da nadaljujem tam, kjer sem zadnjič končal. Pri hrani, predtem pa še nekaj malega samo o popotniškem združenju. No, torej popotniško združenje organizira to oddajo v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Ta oddaja je eden izmed projektov popotniškega združenja, kot je tudi spletna revija Globetrotter, ki jo lahko najdete na spletni strani in vsebuje razne popotniške vsebine, nasvete za potovanje in tako naprej naših prostovoljnih novinarjev. Torej, nekaj osnov o popotniškem združenju, v katerem ste že verjetno poznali kaj informacij, sedaj pa nadaljujem z mojo grško avanturo z drugim delom. Torej, ostal sem pri hrani, pri jedih, pri teh specifičnih, na tej odlični kulinariki, katere sem bil deležen pri Panosu, v njegovem kampu, Leros Camping and Diving na otoku Leros. Torej, to so bile jedi, ki sva jih skupaj pripravljala, dokaj preproste, ampak vse, še posebej poudarjam, pripravljene z sestavinami iz njegovega vrta, sestavinami, ki jih je prejel od prijateljev, torej od lokalnih kmetov, ribičev in tako naprej. Skoraj nobena sestavina pri teh jedeh ni bila iz trgovine. Na levi sliki lahko vidite, so bila torej sveža ledvička od te mlade teleča ledvička. Na srednji sliki od zgoraj lahko vidite, so bili polnjeni jajčici, s tem feta sirom tudi ne, pa tzatziki omako. Z rižem, pa tudi spodaj, ko vidite polnjenje, če se ne moti, paprike, na desni pa to tipično grško solato, no. Vse njegove olive, njegove kumarice, njegove paradižnik, vse njegovo, njegova paprika in tako naprej. Če se premaknem naprej, evo tukaj, tako smo tudi pripravili ribe, že v prejšnjem delu sem prikazal nekaj slik. Večina rib, tako kot sem povedal, je Panos šel zjutraj ujeti sam, ali pa smo jih prinesli njegovi prijatelji ribiči, no. Tako da ribe zna pripraviti vrhunsko. Postregli smo jih na teh listih, na teh listih od trte, seveda z kančkom olivnega olja, njegovega domačega olivnega olja, s krompirjem, s česnom in tako naprej, res vrhunsko okusno, pa dokaj preprosto. Kruh je bil tudi domač, no, njemu so ga pripravili vsako jutro, prijatelj in tako naprej. Če nadaljujem dalje, no, ta slika predstavlja specifično doživetje v tej avanturi. Torej, to je bilo en dan, ko smo se odločili, da bomo pripravljali marmelado. Torej, tako je izgledal postopek, kot vidite, ja. To pa ni bilo najhuje, najhuje je bila vročina takrat, to je bilo sredi dneva, in takrat so temperature zelo krepko preko 30 sredi avgusta, no, v Grčiji. Tako da ja, kuhati, vreti marmelado, še tako samo po sebi, no, na ognju je že dokaj vroče, kaj šele, da to počneš v dejansko vročinskem valu. Torej, ta marmelada, tukaj smo nabrali posebne sadeže enega grma, temu je Panos rekel Borneo. Jaz točno še zdaj nisem odkril, katera vrsta je to, no. To je dejansko nekakšna kot slivi podoben sadež, no, ki je take oblike, v obliki velikosti kuglic, malih kuglic, in najprej smo morali te kuglice naročno z rokavicami torej ločiti od semen, jih nato torej v posebnem loncu kuhati, kasneje, da so zavreli, da je ta dejansko zos zavrel, in nato smo še dodajali med, no. In tako je ta postopek trajal več ur, in tako sem jaz pripravila to marmelado, kot vidite na tej sliki. Tukaj še vidite na levi sliki tega Panosa, no, kako se to dela. To so pač bolj začetni postopki, ko še ni bilo umazano okolje, no, delovno okolje. Spodaj levo lahko vidite, kako smo nabrali te sadeže, no, njegovih grmih, ne, spet vse njegovo to, vse iz njegovega kampa. In tako začela to pripravljati, ne. Na zgornjih, na večjih slikah lahko vidite, kako je potekalo to kuhanje, vretje, in spodaj lahko vidite, kaj je prišlo ven. Tako da lahko nadaljujem. No, to so bile ta glavne jedino, ki sem delala, ta glavne stvari, ki sem skupaj počela, od tega, da me je vozil po otoku, da mi ga tudi razkazal, do tega, da mi je
pomagal pri raznih težavah, od tega, ko sem se opekel pri pečenem marmelade in mi je namazal dejansko na roko njegovo maslo, do tega, da smo skupaj reševali težave z gosti, ki niso bili pripravljeni plačati in tako naprej. No. Ta izkušnja pri Panos je bila res izjemna. No, Panos je bil kot res poseben človek, kot sem že prej poudaril v prejšnjem delu, s svojo karizmatičnostjo, no, poštenostjo, no, je hitro zlezel v srca turistov, obiskovalcev, no, in vsi gosti pri njemu, ki so bili večinoma redni. Če ne to, pa so bili večinoma popotniki, tisti ljudje, ki so znali ceniti to izkušnjo, to dano vrednost, ki jo lahko on ponudil, no, ki je kamp sam po sebi kot otok že ni mogel dati, je dal on kot to osebnost. In ta grška avantura je prava avantura, ravno zaradi njega, no. Da doživiš, da spoznaš takšno osebo, no, to ni vsak dan, ne srečaš takšne osebe vsak dan. In Panos z vsem tem znanjem, vse, kar me je naučil, je dejansko bil zelo pomemben, no. Mislim, zelo pomembno je vplival tudi na moje razmišljanje takrat. Tako da ja, od tega, da dejansko smo skupaj tudi, jaz sem se učil o grški filozofiji, njegovih koreninah, njegovi kulturi, do drugih kultur po celem svetu, ki jih je Panos obiskal, kjer je bival. Prepotoval je cel svet, od Nepala do Južne Amerike, ni ga kraja, kjer on dejansko, na katerega dejansko ni stopil. Živel večino vedno pri domačinih, tako jih je dobro spoznal. Moje prijatelje po celem svetu, ki so ga bili pripravljeni kdajkoli sprejeti. Njegov način dela je bil tako, da je potem, ko je se upokojil iz potapljanja, ko je kupil ta kamp, ta nastat Olk, ga predil v kamp, je dejansko imel med poletnimi meseci, torej v času sezone, nekje do konca septembra, začetka oktobra, ko je potem pobral olive, naredil olivno olje, dejansko potem, ko je bila trgatev, ko je delal svoje divje vino. Potem teh 3-4 mesecih se je sam odpravil na pot in dalje potoval. Kljub svojim mnogim letom je še vedno to počel vsako leto, to bila njegova stalna praksa, torej nekaj mesecev dela v kampu, nato kamp zapre in se poda okoli sveta, verjetno do vseh prijateljev, ki jih je že imel, in tako naprej, se ni bilo kotička, ki ga še ni odkril. Tako da res lahko vam povem, da to je bilo nekaj edinstvenega, neverjetnega in neponovljivega. Tako da sem, kljub temu, kako je bilo to kratko, sem res izredno hvaležen, da sem imel to priložnost, da mi je bilo včas, da sem lahko pri njemu delal, da sem ga imel lahko za prijatelja in da sem tako spoznal Grčijo, da mi je spustil tako blizu, da mi je Grčijo pokazal v drugi luči. In sedaj se nadaljujem proti koncu potovanja, torej po mojem delu v kampu, ki dejansko ni bilo tako prostovoljno delo, saj sem lahko živel, jedel, bival pri njemu zastonj. Sem se bolj podal še na odkrivanje dveh otokov, torej Kosa, ki sem ga že menil, in Kalimnosa. Kalimnos je južnejši otok od Lersa, še južneje od Kalimnosa pa je ravno Kos. Kot sem povedal, to je vse otočje do Dekanesi, to so največji otoki tega otočja v bližini turške meje, torej jugovzhodnem delu Egejskega morja. Torej Kalimnos, če začnemo s Kalimnosom. Kalimnos je poznan po dveh stvareh. Danes torej je zelo poznan po svojih plezališčih, veliko ljudi se odpravi sem plezati. Tudi še na motivih razglednih lahko vidite plezalce, te hribe in tako naprej, te tudi jame, ki so na Kalimnosu. Drugače pa Kalimnos v zgodovini bil poznan še posebej po nabiranju teh spužv in ti potapljači na desni sliki lahko vidite enega izmed njih, oziroma upodobljenega potapljača, to je bila pomembna gospodarska dejavnost takrat pri njih. Tukaj je bilo res močno vpeto v življenje prebivalcev. Večina, še posebej torej moškega dela prebivalstva se s tem ukvarjala v zgodovini, ampak takrat, ko še ni bilo te obleke za potapljanje tako razvite in ko se prehitro vzpenjali oziroma spuščali nazaj na površje, veliko ljudi zaradi tega tudi umrlo. Zaradi tega so nekaj časa te opreme oziroma te maske, ko jih vidim na desni strani, prepovedali in potem je bil takšen upad v ekonomiji otoka, da so morali nazaj legalizirati te opremo, da so lahko se spet potapljali za spužve, kljub temu, da je ta poklic izjemno nevaren. Torej, na Kalimnosu sem prebil nekaj dni, bil sem v glavnem mestu Potja se reče, to je glavno pristanišče. Bom pokazal zdaj tudi nekaj lepih slik, fotogeničnih krajev, oziroma teh razgledišč na to mesto. Tukaj sem se tudi odpravil do enega srednjeveškega gradu, ki ga bom prikazal kasneje, pa tudi užival torej lokalno kulinariko. Ja, tukaj sem si privoščil, torej tako kot vedno poznate, Souvlaki pito, Gyros pito in tako naprej, Spana kupito, že na Lerosu sem užival
kot sem povedal, na Lerosu je bila hrana izjemna, ne samo v Panosovem kampu, tudi pekarne, slaščičarne, razne te obrati s hrano so imeli vrhunsko hrano, meni je bilo res izjemno dobro. Še posebej spa na Kopitu so imeli izjemno dobro, to je taka špinačna slana pita, in ki je včasih tudi s feta sirom, no, ta je bila izjemna na Lerosu, kot tudi na Kalimnosu. Če nadaljujem, no, tukaj vidite, teh prodajaln s spužvami je izjemno veliko na otoku, v glavnem mestu še posebej, v glavnem pristanišču Potje. Res na vsakem vogalu so, tukaj vidite tudi desno skrito to masko, ne, to masko znamenito. In tako naprej, ki je dejansko tudi nekakšen zaščitni znak Kalimnosa, ne. Tukaj sem našel torej en mural v mestu, ta mural me se takoj spomni na Panosa, ne. Če je Panos v mladih letih je po moje izgledal točno tako, točno tak potapljač, saj je bil tudi sam vrhunski potapljač, ne, tako da, ja, očitno so ga častili, oziroma poznali tudi na Kalimnosu, lahko rečem, malo v šali, malo zares. No, in tukaj sem se pospel do enega samostana, zelo lepo urejenega samostana s to bizantinsko cerkvico nad Potjo, no, tukaj vidite na levi sredinski sliki, to je ta Potja, to sedi ta pristaniško mestece, no, to je glavno mesto Kalimnosa, južne dejansko vidite v taki dolinici, no, to je res natrpano, no, to je res večje mesto kot kjerkoli na Lerosu. Tukaj se nabira turistov, kljub temu pa so v bližini plaže, ki so še dokaj prazne, kljub sezoni, no, tako da še vedno se najde kotiček za odmik od gneč in tako naprej. Ja, če nadaljujem, no, nekaj fotografij, na desni sliki to je en izmed teh ruševin gradov, teh srednjeveških gradov, ki jih je izjemno veliko, torej spet, Kalimnos je bila strateška točka v zgodovini, ne. In tako naprej, teh ostankov gradov je izjemno veliko in to je en grad, ki se po tej dolinici, če se pomikamo globje proti dolinici, na drugo stran otoka, nahaja ta ruševina in tako naprej. Tukaj sem se pa ob vznožju gradu je tudi en majhen folk muzej, torej taki etnografski muzej, lahko rečemo, malo predstavlja kulturo, tradicijo, no, Kalimnosa, kako so se poročevali, kako so dejansko nasploh živeli, ne, kje so otroci spali, kje so starši spali, vse to je bilo malo drugače, kot mogoče poznamo pri nas. Pa spet dediščina nabiranja spužv, kot vidite, no, te fotografije teh starih potapljačev, no, res prikazujejo jih kot nekakšne heroje, no, junake otoka, no, ki so skrbeli dejansko, da so lahko ljudje živeli, da so imeli od česa živeti, no, da so družine preživeli in tako naprej. To je težak poklic, ampak dejansko dediščina te Kalimnosa je ravno temelji na tem. Praktično prav tako danes na Kalimnosu pridelujejo dober med, zelo znan med, no, tako so mi povedali se v muzeju in tudi nekateri lokalni ljudje, s katerimi sem se pogovarjal. Zdaj je bilo malo smešno, da Slovencu razlagajo, kaj je dober med, ampak dobro, seveda sem ga poskusil, no, to je res dobrega okusa, tako da Kalimnos danes, če greste tja, priporočam, da kupite kakšno steklenico njihovega medu. No, in to je bil, če zaključim s tem Kalimnosom, no, ta otok, na to sem se podal na Kos, na otok, odkudar sem pol tudi letel na Dunaj in se vrnil torej domov. Drugače je Kos, ima dobro povezavo z Dunajem, ne, pač grški otoki so načeloma kar dobro povezani z evropskimi, srednjeevropskimi letališči, tako da ja, imate redne linije, drugače je pa Kos že dokaj turistično mesto, mislim, Kos je mesto na otoku Kos, ki je celotno turističen, tako da mi je bil najmanj všeč od vseh otokov, ki sem jih obiskal in videl. Tukaj že vidite zametki masovnega turizma, no. Težje najti takšne lokalne ponudnike, kaj šele, da bi naredil kakšnega Panosa in kakšen kamp, takšen kamp, kot je Panosov, no. Tukaj sem bil v hotelih, raznih drugih naselitvenih obratih in tako naprej. To je nekaj slik z Kosa, no, tudi to grško gledališče tudi imajo ohranjeno in tako naprej. Drugače pa mestece Kos, no, kot na vzhodnem delu otoka, zelo nagneteno, ne, z raznimi muzeji, tudi malimi hoteli in tako naprej, trgovincami, spominki na to turistično infrastrukturo, temi piratskimi ladjami in tako naprej, kot nek zabaviščni park, no, me takrat presenetil Kos, bolj negativno kot pozitivno. Tukaj lahko vidite torej nekaj fotografij s Kosa. Kar je zelo pomembno, torej ta na levi sliki zgoraj, to je platana, to drevo, vrsta drevesa, in se imenuje Hipokratova platana.
Kos je znan kot domovina Hipokrata, ne? Hipokratovo prisego iz medicine poznate verjetno. No in pod to platano, to je potomka originalne platane, pod katero je Hipokrat učil svoje učence pred 2400 leti. No, to je potomka, ki je stara več kot 500 let, po informacijah s spleta, tako da lahko rečem, da ja, na videz ni bila tako veličastna, kot pa če seveda poznate ozadje njeno, no, tako kot sem ga zdaj predstavil. Drugače pa tudi torej Kos ima urejene trajektne linije na vse te otoke, no, torej če boste šli kakšen Leros Kaminsko, kot sem povedal, je otok Kos izhodišče. Drugače pa tudi pristanišče tudi spodnje, to je mostek, tak most nad cesto do Srednjeveškega gradu, spet srednjeveški ostanki, izjemno veliko v teh utrt gradov, no, lahko rečem, ki so varovali. Drugače sem si pa tako kot na Kalinusu tudi v Kosu, središču, privoščil en muzej, arheološki muzej, ki je tako celotna Grčija poln teh ostankov iz raznih grških obdobij, no, teh kipov, podobno, kot lahko vidite, ki so prikazovali res bogato dediščino, no, tega naroda. To še nekaj fotografij s Kosa, no, torej v centru mesta, ki je dokaj urbano, tako bi rekel, lahko rečeš, kot neka spalna naselja oziroma turistična naselja, povezana s samimi stanovanjskimi kompleksi, no. So v središču takšni parki, no, kot neke kotalnice, v središču mesta, ki pač imajo nekaj teh ostankov grških, no, te različne dorske, ionske, eolske stebre, ne, zanimive nekaj ostankov ruševin. Lahko vidite na teh slikah, ki so pa seveda tudi zaprti, nekateri so tudi plačljivi. Tako da ja, dejansko ni tako zanimivo, kot je bilo na Lerosu, Kalimnosu, no, mogoče je malo preveč tak klasično grško, spet gneče turistov in tako naprej. Tako da lahko rečem, da ja, takega čara, kot ga ima Kalimnos, pa še posebej Leros, ga Kos nima, oziroma ga nima, vsaj po mojem mnenju. No, kot sem prej zelo hvalil Panosovo kuho, Panosovo hrano, vse stvari, ki sem pri njemu jedel, lahko povem, da tudi sem okušal nasploh to značilno grško kulinariko. Na levi sliki lahko vidite souvlaki, torej meso na palčkah. To je bilo takrat, ko sem bil v Lerosu, torej na tistem večernem dogajanju praznikov, ko smo plesali, si privoščili kar na souvlaki, no, kar na ulici so ga pekli, zelo poceni, torej si privoščili praktično za drobiž, se usedli na pločnik, obgazinili pijačo in uživali v pogledu na plesalce in na dobro lokalno glasbo, no. Res, to so takšna doživetja, no, ki jih je težko najti brez teh turističnih gneč, no, in tako naprej. Na tej sliki pa vidite klasično souvlaki, pito, gyros pita, no, zgoraj pa ta spana kupita, ki sem razlagal, torej ta špinačna pita, ki je bila tako okusna, no, ki sem jedel v Lakiju, na Lerosu, pa tudi v Poti, na Kalimnosu, no. Tako da ja, drugače sem tudi poskušal še ostale stvari, ampak te so bile tiste, s katere sem tudi fotografiral, no, o katerih je vredno govoriti. Nasploh ta dva otoka sta zelo urejena, no, ceste so dokaj urejene, to sem še mogoče pozabil povedati, tako na Kalimnosu kot bolj na Lerosu, no. Tako dostopno se je pa hribovit teren, tako da če si boste kdajkoli tam sposodili, si predlagam, da si sposodite kakšen majhen motor ali pa električno kolono. S kolesom je težek podati, ampak so pa ceste dokaj urejene, čeprav je javni transport, kot sem povedal, še ni dobro vzpostavljen, ne. Avtobusi ne vozijo dokaj redno, potem je to točno določeni uri, tako da na Kosu je seveda drugače, čeprav na Kos ima redno povezavo, avtobusno povezavo od letališča do središča mesta, no, pol pa ostalo pa morate že na ostale kraje se morate odpraviti peš, z motornim kolesom ali pa če najamete avto, no, in tako naprej. Drugače pa Kos ima še več drugih znamenitosti, jaz sem si Kos gledal samo vzhodni del, torej to glavno mesto, no, Kos pristanišče, tako da te trajekti vozijo po ostalih otokih. No, torej, kot zaključek te epizode, pa tudi ena skupna slika s Panosom, no, torej kot spomin, ja, tega posebnega človeka, kot sem prej povedal. S Panosom smo res doživela marsikaj, no, pri njemu sem počel vse stvari, torej vse, kar se da. Ob večerih smo skupaj vrteli glasbo za goste, vso to tipično glasbo, ki jo dejansko on spoznaval na svojih potovanjih, od afriške do nepalske in tako naprej, ki jo je poznaval. Velikokrat je omenil, da to osebo, ki to glasbo dejansko izvaja, da je spoznal na svojih potovanjih in tako naprej, tako da je poznal
izjemne zgodovinske osebnosti, lahko rečem, verjetno je bil omrežen zelo. Tako da ja, kaj še lahko povem o njem. No ja, zavedno mi bom ostal v spominu kot lansko bolj moj učitelj, no, in tako naprej. Ja, če mogoče kaj malega o nasvetih za potovanje, no, v ta kraj. Če se boste kdaj odpravili, pač priporočam ravno te otočje Dodekanez, te otoke. Te glavni večji otoki, kot sem povedal, so Lavros, Leros, Kalimnos, Kos, Rodos. Kos, Rodos sta že tako turistična, no, zelo verjetno poznate, drugače pa Kalimnos, Patmos je izjemno bogat in več teh manjših otočkov, no. Otočje Dodekanez ima do preko 160 otokov, kjer so redko poseljeni. Vendar ravno ta zgodovina, te dediščine teh utrdb, sevniških gradov, te verske dediščine, te bizantinske cerkvice, no, to je res pušča izjemen pečat, no, in vredno obiska. Tako da priporočam obisk teh krajev, če se odpravite v Grčijo, no. In ja, to pa je glede Panosovega, lahko rečem, da živite s Panosom, to. S tem zaključujem ta del, drugi del grške avanture. Upam, da ste uživali, da ste izvedeli kaj novega, mogoče, da sem vas navdihnil za obisk tega dela Grčije. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje kasneje, me lahko kontaktira na moj kontakt. Z veseljem odgovorim, svetujem. Drugače pa vam želim, vas nagovarjam, da tudi vi poiščete takšne lokalne ponudnike, da se pri vaših potovanjih odpravite v takšne kraje, no, kjer je ta povezava z lokalnim prebivalstvom večja, kjer je ta nota, kjer je dodana vrednost lahko pol vašega potovanja večja. Tako da ja, hvala, da ste bili z nami, upam, da ste uživali. Do naslednjič, veliko potujte, uživajte in bon vojaž.